Pogosto se vprašam, kakšen bi bil ta svet, če bi mu odvzeli vso dediščino naših prednikov. Kaj bi v bistvu ostalo nam ljudem? Vzeli bi v bistvu lepoto, barve, pestrost, zanimivost, predvsem pa bi izgubili ljudje to, na kar lahko odgovorimo, če se vprašamo, kdo smo. Javni zavod Park Škocjanske jame ne upravlja samo škocjanskimi jamami in pač malo širšim teritorijem 3 vasi nad tem jamskim sistemom in da ima še kaj za povedati okrog vod, ki pretečejo v Škocjanske jame. Ampak od leta 2004 upravlja tudi z malo manj kot 60.000 hektarjev velikim UNESCO biosfernim območjem Kras in porečjem Reke. To območje je del UNESCO programa Človek in biosfera. Leta 2014 je sodelavka magistra Vanja Debevec v okviru programa participatornega upravljanja tega našega biosfernega območja razvila sistem odborov. Odbori so mišljeni za delo z prebivalci, tako fizičnimi osebami, kot tudi organizacijami, ki imajo sedež na tem našem biosfernem območju in imajo neko afiniteto do področji, s katerimi se pravzaprav tudi mi kot upravljalci na tem biosfernem območju ukvarjamo. Odborniki smo ljubitelji kulturne dediščine, ki se zavedamo, kaj držimo v rokah in se tudi zavedamo tega, da to, kaj se bo zgodilo s tem biserom, z vsemi temi enotami kulturne dediščine, je odvisno predvsem od nas, ki živimo tukaj. Aktivnosti, ki jih izvaja naš odbor, pravzaprav so pobude, ki prihajajo od naših domačinov. Ena izmed zadnjih je bilo romanje k Fari, kjer v bistvu smo se sprehodili po določenih srednjeveških cerkvicah in prisluhnili tudi spominom domačinov na te cerkvice. Konec maja, ko so šmarnice, so pa ženske, tle starejše ženske, ko so bile tle v vasi, so hodile moliti tle noter v cerkev. Bilo tako zapuščeno in tako ni bilo nič zrihtano, ne. Otroci pa so bili gor na lipi in ko je bilo konec teh molitev zvečer, ne, pa so čuka oponašali, ne. In je rekla kakšna, aj, čuješ čuka? Adam bo umrl tle v vasi, pravi kul čuk. Ja, če čuka, ne, otroci, te Joško Korinčevi bili taki, ne, pač otroci, ne, to je bila njihova igra, ne. Med romanjem k Hvari, ki smo ga organizirali letos, smo si tako gledali poslikave v cerkvi v Gradišču, v Famljah in v Marijini cerkvi v Vremskem Britufu, ki je bila tudi naš cilj. Čudovite poslikave pa so nahajajo tudi v bližnji cerkvi svetega Brikcija v Naklem. Mislim, da je velika posebnost sakralnih spomenikov Vremske doline v tem, da je na relativno majhnem geografskem območju velika koncentracija dobro ohranjenih in kvalitetnih srednjeveških poslikav. Vrednost teh cerkvic in njihovih poslikav je vedno neprecenljiva. V slovenskem prostoru so pa te poslikave med pomembnejšimi. V enem dnevu se lahko od enega do drugega objekta sprehodimo in vidimo, kako je bila poslikana ladja, recimo v Gradišču, kako je bil poslikan prezbiterij v Vremskem Britufu, v Famljah, v Naklem in kako je bil poslikan slavolok, ki je ohranjen v Naklem. In ko damo to skupaj, smo kot v neki srednjeveški učilnici. Vidimo različne sloge, različna slogovna izhodišča, različna obdobja nekako in različne prostore, ki pa nam skupaj dajo enovit srednjeveški prostor.
Vas Gradišče je majhna vasica, ima pa zelo bogat kulturni spomenik, to je cerkvico Svete Helene. Posebnost te cerkve, ki je sigurno ena starejših na celem območju Krasa, širšem območju, ker jo postavljamo nekako v 14. stoletje, so te poslikave v notranjščini, ki so nekoliko mlajše, jih postavljamo v konec 15. stoletja. V tem obdobju je bila verjetno celotna cerkev bogato poslikana, ohranjene pa so danes samo te poslikave v ladji. Avtor teh poslikav sicer ni znan, vendar pa ga lahko nedvomno povežemo z delavnico Janeza iz Kastva, ki je leta 1490 poslikala bližnjo cerkev v Hrastovljah, ki je bolj znana. Vaščani skrbimo, koliko je naše možnosti, ampak za ohranjanje so tudi potrebna finančna sredstva, ki pa vas ne premore. Ker freske so noter že potrebne obnove, ker za njih se čuti, da je votlac. Omet se ne drži več, kot bi moral se držati stene in je v nevarnosti. Ko je Branko prvič pristopil kot Odbor za varstvo kulturne dediščine, nas je povsem navdušil s tem, koliko mu cerkvica Svete Helene na Gradišču pomeni. Kaj vse je že do sedaj sam svojo lastno voljo, znanjem, profesijo vložil v to, da danes cerkvica je takšna, kot je. V tej majhni vasi, ki premore le peščico ljudi, je vsakemu popotniku, ki se tukaj ustavi, da bi si ogledal znamenite freske, hitro jasno, kako pomembna je kulturna dediščina za domačine, kako so na svojo dediščino ponosni. Okolica cerkve je vedno urejena, trava je vedno pokošena, zid je obnovljen in domačini so vedno pripravljeni odpreti cerkev in jo razkazati s ponosom. V cerkvi boste opazili črne zastore na oknih, ki jih ob vsakem obisku domačini snamejo z oken in na to skrbno položijo nazaj, ker te zastori varujejo freske pred škodljivimi sončnimi žarki. Brez takih ljudi bi bilo varovanje kulturne dediščine za nas, ki se s tem poklicno ukvarjamo, bistveno težje in po pravici povedano tudi brez pravega smisla. Ljudje danes živimo v prepričanju, da smo lahko ločeni, ločeni od narave, ločeni od sočloveka, ločeni od preteklosti. Dejstvo pa je, da bi bilo zelo dobro, da se iz napak naših prednikov učimo in da jih nikoli več ne ponovimo. In da to genialnost, ki so nam jo nekako skozi razne pripovedi, mistične obcestne kamne, skozi v bistvu te cerkvice, s katerim smo se v letošnjem letu še posebej posvetili, nekaj pripovedovali o tem, da je človek del ene širše celote. In da, če tudi prednikov ni danes več med nami, živijo v našem spominu prav skozi te enote in skozi kulturno dediščino.